Lepo pozdravljeni ob spremljanju in sodelovanju na okrogli mizi Zdravstvene informacije na spletu, priložnost ali nevarnost, ki organizirata Zavod za izboljšanje kakovosti življenja Med-Overnet in podjetje Adria Sonara. Kot vemo vsi, je splet postal eden pomembnih virov informacij v vsakdanjem življenju sodobnega človeka. Prav tako to seveda velja tudi za vse informacije, ki so povezane z zdravjem oziroma z boleznijo. Tako po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, kar 60% tistih, ki redno uporabljajo splet, tam iščejo tudi informacije o svoji bolezni, o zdravju in podobnih rečeh. A kakšen je pomen teh informacij za bolnika in kakšen je pomen teh informacij za zdravljenje njegove bolezni? Kako to vpliva na komunikacijo bolnika z zdravnikom? Kako vpliva na njun odnos? Posebej pomembno pa je tudi vprašanje, kako vešči smo vrednotenja informacij, ki jih dobimo na spletu, kje jih iščemo in predvsem, kako jih interpretiramo. Odgovore bomo iskali z našimi gostjami in gosti, ki jih seveda najlepše pozdravljam, in sicer profesorico doktorico Bojano Beović, predsednico Zdravniške zbornice Slovenije, profesorico doktorico Petro Dušenović Bonča, predstojnico katedre za ekonomijo na Ekonomskem fakulteti v Ljubljani, profesorja doktorja Sama Zvera, predstojnika kliničnega oddelka za hematologijo na UKC Ljubljana in seveda pred kratkim tudi dobitnika laskavega naziva Državljan Evrope, ki ga podeljuje Evropski parlament, doktorico Saro Atanasovo, znanstveno sodelavko na Centru za metodologijo in informatiko Fakultete za družbene vede v Ljubljani, gospo Sanjo Vrbovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, gospo Kristino Modic, izvršno direktorico Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, prav tako nosilko laskavega naslova Državljanka Evrope, in gospo Ivanko Glas, predsednico Združenja Evropa Kolon Slovenije, Združenja za boj proti raku debelega črevesa. In Danke, lepo pozdravljeni in hvala, ker ste se odzvali vabilu. Zdaj pa bi še želela prebrati izjavo državnega sekretarja z Ministrstva za zdravje, magistra Roberta Cuglja, ki se današnje okrogle mize zaradi zaostrenih razmer na področju zdravstva ne more udeležiti. Dovolite mi, da preberem njegov zapis. Spoštovani udeleženci okrogle mize Zdravstvene informacije na spletu, priložnost ali nevarnost. Zaradi izjemno resne situacije v slovenskem zdravstvu in obvezni udeležbi na seji v Državnem zboru se današnjega dogodka ne moremo udeležiti v živo. Izhodišča okrogle mize, ki preizprašujejo medijsko in informacijsko pismenost na področju zdravstva, naslavljajo pomemben del delovanja posameznika v vsakdanjem življenju. Ta se namreč razvija v smeri, da se za vedno več storitev in informacij obračamo na splet. Med epidemijo koronavirusa smo se srečali tudi z intenzivno infodemijo, ki pomeni epidemijo informacij, ki vključujejo tudi lažne in zavajajoče informacije. Le-te negativno vplivajo na kritično presojo prosto dostopnih informacij in kakovost njegovega življenja. Na Ministrstvu za zdravje smo problematiko zdravstvene pismenosti prepoznali že pred časom in v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pričeli izvajati projekt ZAPIS, s katerim želimo doseči zdravstveno pismenost v splošni populaciji s poudarkom na ranljivih skupinah, saj ti najbolj potrebujejo zdravstvene storitve in preventivne programe, a se jih tudi najmanj poslužujejo. Namen projekta je, da bi vsi imeli dostop do razumljivih zdravstvenih informacij in zdravstvenih storitev, ki ohranjajo ter izboljšajo zdravje ter podpirajo dolgoživost in kakovost življenja. Zdravstvena pismenost je učinkovito orodje za napredek v zdravstvu, saj služi lažji navigaciji pacientov po zdravstvenem sistemu in racionalnejši uporabi resursov. Dvig zdravstvene pismenosti prispeva tudi k odpravljanju neenakosti v zdravju. Torej, iz vsem nam dobro znanih razlogov naše srečanje poteka v online različici. Če se bi slučajno med razpravo pojavilo kakšno vprašanje,
jih prosim zapišite v aplikacijo, na nje bomo odgovorili seveda v okviru časovnih možnosti. No, zagotovo pa bo to tema, o kateri bomo še veliko govorili in veliko razpravljali. Izhodišče za današnjo razpravo pa je raziskava znotraj projekta Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo, ki jo je izvedla doktorica Sara Atanasova s FDV, vodja celotnega projekta pa je doktor Gregor Petrič, tako projekt kot raziskava pa je potekala v sodelovanju z Onkološkim inštitutom in doktorjem Rokom Petričem. Predlagam, da si za začetek pogledamo osnovna empirična izhodišča, ki jih bo predstavila doktorica Atanasova, prosim. Lepo pozdravljeni. Sem Sara Atanasova, docentka in raziskovalka Centra za metodologijo in informatiko na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. In v svojem delu se ukvarjam z raziskovanjem fenomenov informacijske družbe, natančneje s proučevanjem spletnih zdravstvenih skupnosti, z zdravjem povezanimi spletnimi informacijami, digitalno posredovanjem odnosom pacient-zdravnik in s področjem digitalnega zdravja na splošno. No, v današnji kratki predstavitvi z naslovom Spletne zdravjem povezane informacije in vloga spletnih zdravstvenih skupnosti vam bom predstavila nekaj pomembnih ugotovitev in rezultatov našega projekta Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo, ki ga vodi Gregor Petrič in je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Projekt pa je potekal v sodelovanju z Onkološkim inštitutom v Ljubljani in Med-Overnet. No, ugotovitve in rezultati predstavitve se bodo nanašale na teme spletno iskanje informacij povezanih z zdravjem, vloga spletnih zdravstvenih skupnosti, pomen e-zdravstvene pismenosti in prednosti in izzivi spletnih zdravjem povezanih informacij. No, že od začetka razvoja interneta za vsakdanjo uporabo so bile z zdravjem povezane informacije ene izmed najbolj iskanih tem. V času pandemije koronavirusa pa se po podatkih Eurostata ni drastično povečal delež posameznikov iz Evropske unije, ki na spletu iščejo zdravjem povezane informacije. Na primer, leta 2018 je bil ta delež 52%, leta 2020 pa 55%. Kar se je spremenilo, so verjetno zdravjem povezane teme, ki so jih posamezniki pač iskali. No, naj vam predstavim tudi nekaj podatkov za Slovenijo, Statističnega urada Republike Slovenije, ki kažejo, da je internet v prvem četrtletju leta 2021 uporabljalo 89% posameznikov, starih 16 do 74 let. No, od tega jih je 68% prek interneta opravljalo kakšno aktivnost povezano z zdravjem, no, največ od teh pa je, torej 54% pa jih je iskalo zdravjem povezane informacije. 31% se jih je naročilo na obisk pri zdravniku prek spletnega obrazca, 12% jih je dostopalo do lastne zdravstvene dokumentacije, na primer prek portala Zavem, 19% pa jih je uporabljalo druge zdravstvene storitve, na primer so se prek spleta posvetovali z zdravnikom. No, pri omenjenih podatkih je izredno zanimivo, da je več kot polovica posameznikov naletelo na po njihovem mnenju neresnično ali dvomljivo informacijo, vendar pa jih 68% ni preverilo resničnosti te informacije. No, po podatkih naše raziskave, ki je bila izvedena s spletnim panelom Jaz vem v obdobju od oktobra 2019 do januarja 2020, so posamezniki, ki prebolevajo ali pa so preboleli bolezen raka, v povprečju najpogosteje pridobivali informacije o bolezni raka pri zdravnikih in specialistih, na internetu, pri medicinskih sestrah in pa pri posameznikih, ki so imeli ali pa imajo podobno diagnozo kot oni. No, te 4 vire so tudi ocenili, da so pri njih dobili najbolj koristne informacije, na internetu pa so v povprečju najpogosteje iskali prek spletnih iskalnikov, specializiranih spletnih mestih povezanih z zdravjem, na Med-Overnet, v spletnih enciklopedijah in pa na spletnih mestih zdravstvenih ustanov. No, na internetu pa so najpogosteje iskali informacije o izkušnjah s potekom bolezni, o simptomih bolezni in o načinih in procesih zdravljenja. No, internet je tako eden izmed pogostih virov z zdravjem povezanih informacij, pri tem pa so spletne zdravstvene skupnosti, kot je na primer tudi Med-Overnet, eden izmed pomembnejših virov.
Raziskave tudi iz tujine kažejo, da spletne zdravstvene skupnosti so postale ključni vir za izmenjavo zraven povezanih informacij in so ena izmed najpopularnejših oblik spletnih skupnosti. Spletne zdravstvene skupnosti so lahko vezane na različne informacijske in tehnične platforme in združujejo paciente, skrbnike in druge zainteresirane v teme zdravja. Ti pa lahko v okviru skupnosti na eni strani stopijo v stik z moderatorji, zdravniki, na drugi strani pa si lahko z drugimi uporabniki delijo zraven povezane informacije. Si delijo nasvete, socialno oporo, interese in pa tudi mnenje. Kar je pomembno poudariti, da tako na eni strani vsebine informacije o spletnih zdravstvenih skupnosti kreirajo, ustvarjajo moderatorji zdravniki, na drugi strani pa to počnejo uporabniki sami. To pa lahko počnejo prek različnih virov informacij in storitev. Novodobne spletne zdravstvene skupnosti vključujejo tako prostore podpornih skupin, zdravstvene posvetovalnice, zasebno naravnane 1-na-1 posvete z zdravnikom. Uporabniki lahko vključujejo svoje podatke iz naprav za samosledenje ali mobilnih aplikacij. Znotraj spletnih zdravstvenih skupnosti si lahko oblikujejo personalizirane zdravstvene kartoteke in predvsem v ameriškem prostoru imajo lahko tudi dostop do kliničnih študij. Po Sloveniji je po številu uporabnikov največja spletna zdravstvena skupnost Med-Over-Net, v tujini pa naj omenjam znane primere, kot so Health Unlocked, Patients Like Me, Cure Together, WebMD in še mnoge druge. Kot sem poudarila, se v okviru spletnih zdravstvenih skupnosti ustvari velik del zraven povezanih informacij na spletu, te ustvarjajo pa posamezniki, ki nimajo nujno strokovnega mnenja, zato je ključnega pomena e-zdravstvena pismenost. Predno se pa bolj posvetim temu konceptu, naj zelo na kratko opišem širši družbeni kontekst, ki je privedel do spremenjenih potreb na področju zdravstva. Torej, že od sredine 20. stoletja so se pojavili premisleki o tem tako imenovanem biomedicinskem modelu zdravja, v okviru katerega je pacient obravnavan kot pasivni prejemnik terapij in odvisen od zdravnikov. In premik je vodil v tako imenovan biopsihosocialni model zdravja ali tako imenovan na pacientu osredotočen pristop, ki pacienta vidi kot aktivnega oblikovalca svojega zdravja. Z vstopom interneta v vsakdanjo uporabo od 90. let prejšnjega stoletja naprej je to posamezniku omogočilo večji dostop do različnih tudi zdravjem povezanih informacij in to je skupaj s tendencami po aktivnem pacientu vodilo do preoblikovanja pričakovanj tako od pacientov kot tudi od zdravnikov. Na eni strani se od pacientov pričakuje, da poseduje ali pridobi določeno znanje povezano z njegovim zdravjem, saj le tako lahko aktivno sodeluje pri soodločanju v interakciji z zdravnikom. Od zdravnikov pa se seveda pričakuje, da so eden izmed ključnih virov za oblikovanje zdravstvene pismenosti pacientov in da ga primerno vključijo v skupno odločanje in z njim tudi dobro komunicirajo. V primeru, ko gre za spletne zdravjem povezane informacije, ključnega pomena e-zdravstvena pismenost, ki jo opredelimo kot zmožnost posameznika, da učinkovito in pomenljivo upravlja obsežne in različne spletne prostore in vključuje zavedanje različnih spletnih virov, prepoznavanje kvalitete in pomena spletnih informacij, razumevanje spletnih informacij, zaznano učinkovitost uporabe spletnih informacij, preverjanje spletnih informacij in pa pametno upravljanje spletnih iskalnikov in storitev. Naše in pa tudi druge raziskave so pokazale, da je e-zdravstvena pismenost eden izmed ključnih dejavnikov opolnomočenja pacientov. V eni izmed naših raziskav smo tudi ugotovili, da je e-zdravstvena pismenost ena ključnih dejavnikov pri razvijanju komunikacijskih veščin v interakciji zdravnikov. Takšni pacienti imajo ponavadi več nadzora in samozavesti pri postavljanju vprašanj ter sodelovanju pri odločitvah. V kontekstu spletnih zdravstvenih skupnosti smo tudi ugotovili, da imajo različni tipi uporabnikov tudi različne stopnje e-zdravstvene pismenosti. Na primer, tako imenovani aktivni iskalci pomoči, ki najpogosteje sodelujejo v zdravstvenih posvetovalnicah in so torej pogosteje v interakciji z moderatorji zdravniki, imajo v primerjavi z drugimi najvišjo stopnjo e-zdravstvene pismenosti. V tej skupini je tudi največ visoko izobraženih žensk. Zanimivi pa so tako imenovani ti osrednji povezovalni uporabniki. To so tisti, ki v okviru spletne zdravstvene skupnosti so najbolj aktivni in kreirajo največ vsebin.
posedujejo zadovoljivo raven e-zdravstvene pismenosti, vendar v najmanjši meri preverjajo spletne informacije in imajo najnižjo raven pametnega upravljanja spletnih vsebin. No, za konec bi izpostavila nekatere prednosti in izzive spletnih zdravjem povezanih informacij in sodelovanja v spletnih zdravstvenih skupnostih, ki temeljijo pač na naših raziskavah. Torej, spletne zdravstvene skupnosti omogočajo dostop do različnih virov informacij, vendar to ne pomeni, da so informacije nujno kvalitetne in kredibilne. Poleg tega lahko velika količina informacij vodi v preobremenjenost in zmedenost posameznikov, v primerih kvalitetnih informacij pa seveda to lahko vodi v izboljšan proces odločanja o načinih zdravljenja in bolj učinkovit odnos z zdravnikom. Zelo informiran pacient je lahko tudi izziv v dinamiki odnosa med pacienti in zdravniki. V raziskavah pa smo tudi ugotovili, da posamezniki, ki sodelujejo v spletnih zdravstvenih skupnosti in imajo lahko v določenih pogojih tudi višjo stopnjo samoučinkovitosti pri soočanju z zdravstvenimi težavami. V primerih nizke e-zdravstvene pismenosti pa lahko to vodi tudi v tako nevarno samodiagnosticiranje. No, splet in spletne zdravstvene skupnosti omogočajo možnost razpravljanja tudi o občutljivih in stigmatiziranih temah in dostop do različnih skupin ljudi. To je lahko tudi seveda izziv, saj stiki med posamezniki z nasprotnimi stališči lahko vodijo v konflikte in nerazumevanja, če pa so posamezniki ujamejo v preveč homogene skupine, ki so prepričane v pravilnost svojih stališč, pa to lahko vodi tudi v nezavedno krepljenje slabe pismenosti. Splet tudi omogoča, da se združujejo pacienti s podobnimi dolgotrajnimi boleznimi in s tem krepijo svojo socialno oporo pri soočanju z boleznijo. V okviru teh pa so lahko uporabniki seznanjeni tudi z negativnimi informacijami o svoji bolezni, in kar lahko vodi tudi v duševne stiske. No, spletne informacije lahko tudi služijo kot dober pripomoček pri dodatnih razlagah pacientov, izziv pa je, kako si pacienti te informacije interpretirajo. No, mislim, da na kratko opisane prednosti in izzivi lahko služijo kot iztočnica za nadaljnjo razpravo. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. In zdaj kar k prvemu vprašanju. Profesor Zver, informacijska in medijska pismenost je postala eden temeljnih, da rečem, ciljev in izzivov sodobne družbe in znotraj tega širokega koncepta seveda ima svoje mesto tudi tako imenovana zdravstvena pismenost, ki predstavlja neko ključno orodje za preprečevanje bolezni, za kompetence, pridobivanja vedenja, veščin in pridobivanje le-teh je nekakšna skupna odgovornosti vseh, ki delujemo na tem področju, se pravi posameznika, zdravnika, organizacij in na kakšen način, recimo, se to pokaže v praksi, v zdravstveni praksi, v zdravniški praksi, pri zdravljenju, spremljanju konkretnega bolnika. S tem, da naj dodam, da seveda vem, da je tisto osnovno in najpomembnejše osebni stik z lečečim zdravnikom. Če bi se lahko samo, da vas slišimo, klopili mikrofon, lepo prosim. Ja, evo ga. Super, hvala lepa. Ljudje smo zelo različni, ne, in od takih malo bolj, ke razumemo kakšne stvari, do takih, ke malo manj, pa tako naprej, pa srednje, pa tako. In recimo tule govorimo o tem, kako kdo razume, pa lepo povem, da mogoče od 10 ljudi, ki jemljejo zdravila, takole, ke pride na urgenco ali pa recimo v ambulanto, mogoče 2 vesta, katera zdravila so to. Ostalo pa ne vejo to ljudje, a ne. In se sprašujem, pa recimo držiš 3-4 zdravila, držiš škatlico v roki v povprečju 2krat po pol minute, pa jemlješ to nekaj let, pa si ne zapomniš, a ne. In zdaj si bo pa to nekdo, pa taki ljudje, tako kot sem rekel, prevladujejo, pa nočem biti nič žaljiv, ampak tako to je, tako je v dnevni praksi. Zdajle prihajam iz ambulante
pa vem, da je bilo podobno tudi tam, zdaj spet, a ne, in je tako da si težko predstavljam, da si bodo te ljudje, potem ko si bodo nekaj prebrali, lahko enakovredno nekje pogovarjali z nekom, ki dela te stvari iz dneva v dan. Naj ponazorim. Levkemija, recimo, s katerimi se ukvarjam, je bila recimo nekih 30 let nazaj ena bolezen skoraj. Danes je to več kot 100-150 podbolezni, ki imajo od zelo dobre napovedi, ki jih znamo pozdraviti v 90% do takšnih, kjer praktično vsak umre v kratkem. Zdaj, kateri kamenček si ti v tem, če gledamo to kot en mozaik, kateri kamenček je posameznik v tem mozaiku ali v tistem dobrem smislu ali slabem, ve nekdo, ki to dela iz dneva v dan, iz leta v leto. Ne more pa to biti neko znanje, ki se ga pridobi tako ad hoc v dnevu, dveh, treh branja elektronskih medijev in interneta. In ne moreš se enakovredno pogovarjati z zdravnikom. Zaradi tega jaz pravim, ne. Ključno je dejansko, da si najdeš nekoga, ki mu zaupaš. To je lahko problem, ne. V Sloveniji imamo problem, dostikrat smo doktorji mogoče preveč osorni do koga ali pa se nam ne da, pa tako naprej. Tako da to je naš problem, moramo biti bolj dostopni, bolj prijazni, pa predvsem ljudem razložiti, za kaj se gre. Včasih to traja lahko 5 minut, včasih pa 1 uro, ampak ta čas si je treba vzeti. In jaz mislim, da je klasika še vedno tisti stik z zdravnikom pa pogovor, kako naprej. Vse ostalo je pa lahko zgolj komplementarno, a ne. In bolj kot je zapletena metoda zdravljenja, bolj komplementarne, a ne, so lahko morajo biti te metode, ki si jih lahko bolnik sam mogoče kje prebere pa tako naprej. Recimo, tule vidim Kristino, a ne, oni so izdali z našo pomočjo veliko priročnikov za bolnike, a ne. Kako recimo si pomagati s hrano, kaj lahko ješ, kateri znaki so nevarni, kateri ne, recimo to je en tak kvaliteten material. In dostikrat, a ne, še enkrat opozarjam, si ljudje preberejo, a ne, te podatke o neki svoji bolezni, bodisi predobro, bodisi preslabo, in si potem imajo od zdravljenja prevelika pričakovanja ali pa premala. Tako da dajte še enkrat, a ne, jaz pravim, zdravnik je tisti, a ne, pa stik z njim je ključnega pomena, kako graditi naprej informacije o svojem zdravju, a ne, ja. Seveda, s tem se lahko absolutno strinjamo, čeprav dejansko, kot kaže recimo izsledki raziskave, pa tudi sicer se že danes več kot polovica dejansko bolnikov že uporablja, da rečem, te informacije, in da je morda problem tudi v tem, da jih ne znajo vrednotiti oziroma da ne iščejo pravih, ne. In to je tudi recimo en izziv, ki bi se ga morali verjetno skupaj lotiti, ker ljudje enostavno spustimo v to džunglo informacij, niso pa dejansko opremljeni, da bi v tej džungli poiskali recimo tiste točke, kjer res lahko dobijo preverjeno in kakovostno informacijo, ki jo lahko da recimo ali zdravnik ali kdorkoli, ki je pač za to usposobljen. In dejansko seveda, kako gledate na to kot komplementarno metodo, ki že tako ali tako dejansko, kot vidimo v praksi, obstaja? Ja, pa še nekaj bi mogoče rad poudaril, ne. Velikokrat se v te stike vmeša noter farmacija, a ne, ki nima kaj iskati pri bolniku, pa išče, a ne. In dostikrat so bolniška združenja, predvsem če gre za združenja nekih redkih bolezni, kjer je zdravljenje drago, so prepletena s farmacijo, oni najdejo neke stike do bolnikov in jih potem indoktrinirajo s svojimi materiali za neke stvari, ki dejansko strokovno nimajo nobenega pravega pomena, ne. In recimo, kaj se je zgodilo pred kratkim z eno od redkih bolezni, ki jo zdravim, stane zdravljenje približno 150 jurjev na leto, je prihaja neko novo zdravilo, ki je 2-krat dražje, pa povsem enako učinkovito. In pod vplivom tega, ne, seveda bolniki sprašujejo, zakaj pa mi tega ne moremo imeti. Pa jim jaz rečem, zaradi tega, ker je tisto zdravilo, ki ga jemljete zdaj za pol ceneje, pa enako učinkovito. Ja, ampak mi bi radi pa izbiro.
In hočem reči, a sploh vemo, o čem govorimo. V večini držav okrog nas tega zdravila sploh ni na izbiro za to bolezen. Bolniki nimajo nič, so prepuščeni samim sebi. Pri nas pa prihajamo v drugo skrajnost, kjer pod taktirko farmacije iščemo izbiro za nekaj, kar je dobro utečeno in imamo in kar je bistveno dražje. Tako da treba je tudi imeti neko zdrav odnos do teh stvari, in ko imaš enkrat bias, ko si enkrat aktivno vključen, ko imaš nekje svoj interes, seveda tega nimaš, ja. Hvala lepa. Profesorica Beović, kakšno pa je vaše mnenje o tem? V kolikšni meri torej splet predstavlja tisto, s čimer se srečate, recimo tudi kot odraz neke zdravniške prakse? Lepo pozdravljeni, hvala za vprašanje. Jaz bi se najprej navezala na to, kar je povedal profesor Zver. Namreč nikakor ne moremo pričakovati, da posamezen bolnik pozna svoje stanje in razume svojo bolezen enako kot lečeči zdravnik. Saj konec koncev lahko potegnemo podobne paralele tudi v drugih dejavnostih, ne samo zdravniški, ampak pri zdravniški je seveda ta odnos veliko bolj občutljiv zaradi neposredne ogroženosti pacienta. In včasih razmišljam ob teh tako imenovanih obveščenih pristankih, torej to, kar pacient podpiše, predno gre na nek poseg. V bistvu je to zdaj nek standard in želimo, da bolnik podpiše, obenem se pa zavedamo, da pravzaprav ne ve, kaj podpisuje, če smo čisto pošteni. Ampak po drugi strani je pa seveda res, če preidem na medije, na splet, da je iskanje informacij na spletu dejstvo. Lepo prikazano v raziskavi, ki smo jo ravnokar videli. In zdaj seveda se je treba nekje prilagoditi tej informaciji. Zdaj, če se vrnem nazaj na to informiranje bolnika, vseeno pa je tudi znano, da je ozaveščen bolnik, ozaveščen pa je lahko, če je ustrezno informiran, bolj sposoben sodelovati pri zdravljenju. Jaz sem zelo prepričana, da recimo en del te zgodbe pri nas pri cepivih je, da se enostavno v Sloveniji ljudje nismo na splošno ukvarjali s cepivi, ker so bila cepljenja obvezna in ta osnovna ozaveščenost, ki bi temeljila na informaciji, zakaj pri cepivih gre, enostavno manjka. No, in te medijske vsebine, ki so zelo množično dostopne, so žal pogosto take, da ne nudijo prave informacije in ne vodijo k neki ozaveščenosti. In mi nekje s tem, da seveda se mi zdi premalo, ampak seveda z razlogom, ampak vendarle premalo sodelujemo na teh spletnih vsebinah, na spletnih medijih z svojimi vsebinami, ustvarjamo pravzaprav nek prazen prostor, ki daje seveda možnost in veliko prepoznavnost vsem tem parastrokovnim mnenjem in vsem tem informacijam, ki potem naše bolnike samo zavajajo. Tako da se mi zdijo, tako kot gledam po tujini, zelo smiselne te spletne strani takih zaupanja vrednih inštitucij, tudi bolnišnic, kjer na svojih spletnih straneh razlagajo določene postopke, da se jih lahko vnaprej ljudje ogledajo in podobne zadeve. Ker to, kot sem že rekla na začetku, gotovo vodi v boljše sodelovanje in nekako na en tak način pozitivne povratne zanke lahko vodi v večje zaupanje med zdravnikom in bolnikom in potem tudi v boljše sodelovanje pri zdravljenju. S tem, da uporabnik tega spletnega medija ve, da se tudi njegov zdravnik strinja s to informacijo in obratno, in lahko dosežemo en tak sinergistični učinek. Ampak še enkrat ponavljam, napolniti je treba ta prazen prostor, ki ga zdaj zasedajo različni avtorji zelo dvomljive provenience, da tako rečem.
Hvala lepa. No, to na nek način seveda nakazuje tudi na to veliko spremembo, ki se dogaja v okviru tega upravljanja zdravniškega poklica dejansko, ne. Se spreminja, v bistvu postaja na nek način še bolj zahtevno. Ne. Ja, verjetno res. Seveda, zdravniški poklic se je razširil od tega zdravnika, ki je bil nekje vsemogočen, imel je tako osebnost, ki je vplivala na pacienta, po drugi strani je poznal številne stroke, se zdaj spreminjamo v neke take bolj segmentne specialiste, ne, in v bistvu niti ne želimo več vplivati s tako avtoriteto na bolnika, ampak želimo nek dialog, dolgoročno se mi zdi zelo smiseln. In to je sprememba, ja, v načinu dela in v razmišljanju, ampak ta sprememba se mi zdi, da je vsesplošna v družbi. Profesorica Dušenovič Bonča, vaš komentar na to? Jovičeva je lepo izpostavila, da se spreminja vloga zdravnikov in jaz bi to dala med ključne izzive. Ker spreminja se veriga vrednosti, včasih smo seveda se ukvarjali v zdravstvu predvsem z diagnozo, pa potem z zdravljenjem bolezni, zdaj se pa od zdravnika v bistvu pričakuje, da je neke vrste, ne, da menedžira pacienta skozi celo življenjsko obdobje. In mi se zelo veliko ukvarjamo s tem, kako je treba podpreti pacienta v tem procesu. Jaz mislim, da premalo poudarka dajemo pa tudi temu, da je treba graditi na kompetencah tudi zdravstvenih delavcev, ker niso v nezavidljivem položaju. Za njih je seveda tudi to novo okolje. To je eden od pomembnih izzivov zagotovo. Na strani izzivov bi jaz izpostavila še eno stvar, ne. Zdravstvena pismenost je zagotovo pomembna. Eno veliko vprašanje pa je, kako seveda od tega, da nekaj poznaš, ne, tudi dejansko spreminjaš obnašanje. In spreminjanje obnašanja je na koncu tisto, kar mi želimo in kar spreminja, izboljša izide. Ena pomembna stvar na strani izzivov je tudi ta, to pa mislim, da je doktor Zver tudi lepo načel, ne. Mi smo včasih kot ekonomisti se veliko ukvarjali s problemom strani ponudbe spodbujenega povpraševanja, ker imamo asimetrijo informacij v zdravstvu. Zdaj pa seveda drug problem tudi prihaja v ospredje, to je pa demand-driven healthcare, ne. Zdaj pa seveda imaš ti pozitivne in negativne učinke lahko te večje pismenosti, večje opolnomočenosti pacientov, da dejansko včasih prihaja do nekih izdatkov, ki so morda nepotrebni in ne izboljšujejo zdravstvenih izidov. Na strani priložnosti pozitivnih stvari pa jaz izpostavila 3 stvari, ki so na sistemski ravni. Mi smo zelo veliko zdaj govorili bolj o odnosu pacient-zdravnik, pa o tem, kar pacient pridobi, ne. Ampak sistemski vplivi so tudi zelo pomembni. Če imamo paciente, ki se zavedajo in znajo tudi spremljati, ovrednotiti, komunicirati svoje zdravstvene izide, je treba vedeti, da je to ena od ključnih stvari, ki jih mi upoštevamo pri ekonomskih evalvacijah, a ne. In glede na to, da imamo omejene vire, se ta potreba dokazovanja, v katere tehnologije investirati, ne, povečuje. In tam je zelo pomembno, da veš ne samo, koliko te ta nova tehnologija, ali je to zdravilo, ali je pa to nov zdravstveni program, koliko te stane, predvsem pa kaj s tem dosegaš. In opolnomočen pacient je tukaj pomemben deležnik, ker brez njega seveda te izide težko ovrednotimo. Drug vidik, ki je tudi zelo pomemben, ga je pa magister Cugelj v svojem nagovoru izpostavil, je to, da so pacienti seveda bistveno bolje se znajdejo v zdravstvenem sistemu. Poznajo pravice, poznajo možnosti. Velikokrat mi financiramo določene stvari, pa ne dosegajo učinka, zato ker pacienti ne vedo, da pravzaprav so na voljo. In še ena stvar je zelo pomembna. Mi v javnem zdravstvu smo v bistvu nakupno odločitev prepustili ZZZS-ju. Mi nismo tisti, ki odločamo, kaj je v košarici. Zato je zelo pomembno, da seveda ne, to košarico, ki jo reguliramo, da jo na pravi način tudi gradimo, razvijamo, spreminjamo. In ona mora temeljiti na potrebah. Zato pa imamo javne zdravstvene sisteme in opolnomočen pacient je tudi z tega vidika ključen, da komunicira te potrebe, te prioritete, ker seveda brez sodelovanja pacientov ne bo nikoli košarica sledila temu, kar se dejansko v družbi dogaja zaradi različnih trendov, ki smo jim priča. Torej, kar v družbi je, kar je v bistvu že tukaj in zdaj, težko rečemo, težko to spregledamo, da rečem, ampak je dejansko treba nekaj na tem področju iti naproti temu, ne? Absolutno. In treba je tudi vedeti, kje vse napredek koristi, a ne. In jaz mislim, da so tu pomembne stvari, ki jih ne izkoristimo dovolj tudi na sistemski ravni. Na Inštitutu za javno zdravje pa so izvedli raziskavo o e-zdravstveni pismenosti pri nas in gospa Vrbušek, imate že nekaj preliminarnih ugotovitev, ki niso ravno najbolj spodbudne, kaj ne? Lepo pozdravljeni.
V okviru mednarodnega konzorcija za merjenje zdravstvene pismenosti, v katerega je vključenih 17 evropskih držav, in smo raziskavo izvajali v okviru že prej omenjenega projekta Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji. Smo izvedli nacionalno raziskavo zdravstvene pismenosti na 3360 respondentih, na odrasli populaciji, na verjetnostnem vzorcu. In smo ugotovili, da ima 48% odraslih Slovencev tako imenovano omejeno zdravstveno pismenost. Kaj to pomeni? Ko govorimo o zdravstveni pismenosti, ne govorimo samo o znanju, ampak govorimo tudi o kompetencah, govorimo o motiviranosti posameznika za procesiranje zdravstvenih informacij. Ne gre samo za to, da mora posameznik znati najti informacijo. Morajo znati tudi razumeti, morajo znati presoditi, ali je kredibilna ali ni kredibilna, ali je vir informacij zanesljiv ali ne, in predvsem jo mora znati to informacijo uporabiti v svojem vsakdanjem življenju. In 48% Slovencev ima dejansko težave s tem, bodisi na katerikoli od omenjenih dimenzij. Torej, imamo težavo z komuniciranjem s pacienti. Kaj to pomeni? Osebe z omejeno, z nizko zdravstveno pismenostjo imajo težave pri funkcioniranju v vsakdanjem življenju. Nizka stopnja zdravstvene pismenosti je povezana s slabim znanjem o zdravju. Osebe, ki imajo prisotno kronično bolezen, težje obvladujejo lastno bolezen, neustrezno uporabljajo zdravstvene storitve. Raziskave kažejo, da pacienti, ki imajo kronično bolezen in nizko zdravstveno pismenost, da večkrat vstopajo v zdravstveni sistem in imajo slabše zdravstvene izide. Naša raziskava je identificirala tudi nekatera opravila, recimo, in s katerimi imajo Slovenci še toliko več težav, in to je kot najtežje, skoraj polovica respondentov je odgovorila, da jim je najtežje zanje presojati zanesljivost informacij o boleznih v medijih, presojati zanesljivost informacij o različnih zdravstvenih tveganjih. Raziskava je bila izvedena še pred razvojem cepiv za COVID, ampak že takrat je 35% respondentov odgovorilo, da imajo velike težave z odločanjem, ali naj se cepijo za gripo ali ne. Tisto, kar je pomembno za nadaljnji razvoj aktivnosti, različnih orodij, intervencij, pa je to, da smo ugotovili, da v določenih podskupinah prebivalstva, da je višji delež ljudi z omejeno zdravstveno pismenostjo kot v splošni populaciji, kar kaže na obstoj posebej ranljivih skupin. Govorimo o prisotnosti socialnega gradienta, kar pomeni, da se z znižanjem socialno-ekonomskega položaja tudi linearno slabša zdravje posameznika. Ugotavljamo v raziskavi, da je omejena zdravstvena pismenost povezana s finančno deprivacijo, z nižjo izobrazbo, starostjo, med spoloma ne ugotavljamo pomembnih razlik. Torej, nižja je izobrazba, nižja je tudi zdravstvena pismenost. In kaj iz tega sledi? Da pravzaprav ne moremo govoriti o nekih univerzalnih navodilih za paciente, ampak jih je treba prilagoditi njihovi stopnji zdravstvene pismenosti in njihovi zmožnosti. Tisto, kar je še posebej zaskrbljujoče se izkazalo v okviru naše raziskave zdravstvene pismenosti v Sloveniji, je, da ima 60% Slovencev tako imenovano omejeno navigacijsko zdravstveno pismenost, kar pomeni, da se ne znajdejo v zdravstvenem sistemu. Da težko krmarijo, ne vedo, kdaj se obrniti na kakšnega strokovnjaka, kdaj zaprositi za pomoč in tako dalje.
Zdaj še ena stvar smo ugotavljali v okviru tako imenovane digitalne zdravstvene pismenosti, da pa je v zadnjem letu 66% respondentov iskalo informacije v povezavi z zdravjem na spletu. Največ oseb je informacije o povezavi z zdravjem iskalo v spletnih iskalnikih, na nekih specializiranih spletnih mestih za zdravjem povezanimi vprašanji, kot je recimo spletna stran NIJZ-ja. In 1/3 respondentov je povedala, da so iskali informacije o povezavi z zdravjem na Facebook straneh in tudi na spletnih forumih. Tudi tukaj smo ugotovili razlike, da je iskanje informacij po spletu je povezano s starostjo, povezano je z izobrazbo. Govorimo o tem, da so mlajši in višje izobraženi pri iskanju informacij uporabljali več virov. Prav tako osebe, ki zdravje ocenjujejo kot dobro, kar je pa seveda tudi povezano s starostjo. Tako da to so nekateri rezultati, ki dajejo pravzaprav izhodišče za nadaljnje ukrepanje. Morda še samo na kratko, imate kakšne primerjave z ostalimi evropskimi državami, recimo na tem segmentu? Primerjave bodo dostopne v decembru, ko izide mednarodno poročilo vseh teh 17 držav, ki smo bile vključene v to raziskavo. In ko bo poročilo izšlo, bo objavljeno tudi na spletni strani NIJZ-ja in tudi Ministrstva za zdravje, ker je to skupen projekt. Ker iz tistega se bo verjetno dalo tudi marsikaj razbrati, zakaj, če bo prihajalo do razlik, kaj so tisti mehanizmi mogoče, ki pripeljejo do izboljšanja in podobno. Tako da bomo z zanimanjem spremljali objavo tega poročila. Profesorica Beović, kje so torej rešitve, kje jih vi vidite, kako priti do njih in predvsem, kdo vse je odgovoren za to, da pride do njih? To je zelo široko vprašanje. Jaz mislim, če govorimo o zdravstveni pismenosti, ki bo omogočila ljudem bolj kvaliteten dostop do pravih vsebin kjerkoli, pravzaprav in na spletu in pri osebnem zdravniku, potem moramo najbrž začeti z več zdravstvene vzgoje v šolah, dobesedno od vrtca naprej. Jaz sem pred časom z enim drugim namenom pogledala vse te kurikulume naravoslovnih predmetov in moram reči, večkrat sem že to povedala, da se naši otroci zelo veliko učijo o različnih rastlinah in živalih, o lastnem zdravju, recimo o mikroorganizmih, s katerimi se bodo borili vse življenje, pa praktično nič. Tako da to je že ena velika priložnost vključiti preprečevanje, preprosto higieno, načine prenosov bolezni in podobne zadeve v kurikulume vrtcev in osnovnih šol, tako da res dosežejo zelo širok del populacije. Da nekako ponotranjimo vse te informacije, ki so potrebne v bistvu za naše vsakdanje življenje, so pa pravzaprav del naravoslovnih predmetov. Druga stvar je pa, če se omejimo malo na to našo današnjo temo, je pa neko pospešeno objavljanje zdravstvenih vsebin s strani, da tako rečem, kredibilnih inštitucij, kredibilnih strokovnjakov in da bi nekako uspeli doseči, da je nekje obseg teh informacij ali pa dosegljivost vsaj uravnotežena s temi informacijami, za katere se mi zdi, da so zdaj v ospredju in niso prave. Seveda v Sloveniji imamo tukaj vedno problem obsega dela. V eni majhni populaciji je težko najti ljudi, ki se bodo poleg svojega dela, seveda več funkcij, ki jih moramo imeti kot posamezniki v eni taki majhni družbi, kot je Slovenija, lotili takih pisanja in v bistvu tudi ažuriranja vedno vseh takih novic, pojasnil. Do neke mere se v zadnjem času s tem ukvarjamo na Zdravniški zbornici, pa še tukaj seveda smo iz prej omenjenih razlogov šibki. Hitro je treba prenesti in redno ažurirati vse te novice in jih seveda na
ustrezen način v jeziku, ki je ljudem dostopen, ponujati javnosti. Če bi recimo lahko samo ilustrirala v enem konkretnem primeru. Recimo, da moramo iti na magnetno resonanco, pa ne vem, pa imamo strah pred zaprtimi prostori in podobno. Večina ljudi, dobro, mi vemo, zakaj gre in kako cela zadeva poteka, večina ljudi tega ne ve. Če si pogledamo strani tujih bolnišnic recimo ali pa tujih zdravstvenih zavodov, je zelo veliko takšnih prijetnih, lahko razumljivih in očitnih video vsebin, da dejansko se bolnik lahko pripravi na tisto, kar ga čaka. Torej ni to neka skrivnost, ko kar naenkrat zagledaš tisti tunel, kamor prideš, ampak dejansko veš, zakaj gre. Se vam zdi recimo to eden od majhnih kamenčkov v tem mozaiku, ki bi lahko bil recimo? Ja, prav gotovo. Za vse take pogoste posege bi bilo to zelo primerno in najbolje res tam, kjer se bo recimo oseba prijavila oziroma kjer bo najbrž iskala informacije, to je lahko spletna stran bolnišnice oziroma tega izvajalca. To se mi zdi pomembno in zelo primerno. Hvala lepa. Profesorica Bonča, zdaj seveda veliko govorimo o ljudeh in odnosu in te so dejansko najpomembnejši. Ampak seveda so pomembni tudi tisti finančno ovrednotenje vsega tega, o čemer se pogovarjamo. Finančno ovrednotenje opolnomočenega bolnika v primerjavi s tistim, ki ni opolnomočen, ki je zelo šibak na tem področju. To je verjetno merljivo in izračunljivo, vsaj en gros, da rečem. Ja, precej sicer težje kot ovrednotiti, ne vem, finančni učinek uvedbe nekega novega zdravila, ker seveda so te učinki opolnomočenosti daljnosežni, pa precej časa traja, da se seveda učinek pokaže, tako kot je težje recimo vrednotiti preventivo nasploh. Ampak ja, posredno pa vidimo, kje so možni prihranki. In zdaj, če imamo mi paciente, bolnike, ki niso opolnomočeni, ki niso ustrezno zdravstveno pismeni, to vpliva na zdravstvene izide zagotovo. In obstaja, mislim, da iz leta 2017 ena študija OECD-ja, ki je kar tako malo pretresljive informacije takrat oziroma podatke objavila, da je tam 10 celo do 34% vseh zdravstvenih izdatkov v bistvu waste angleško. Enostavno gre za to, da seveda trošimo denar, ne dosegamo pa želenih učinkov, kar pomeni, da seveda lahko so tehnologije na voljo neustreznim pacientom. Kar je pa seveda večji problem in je z vidika pismenosti bolj pomembno, je pa včasih to, da pravemu pacientu mi ponudimo najboljšo pravo storitev, ampak na zdravstveni izid seveda vpliva še kup drugih stvari. Zdravstveno stanje pa zdravstveni izid namreč je lastnost posameznika, ne tiste zdravstvene storitve, ki jo mi dobimo. In ti dejavniki življenjskega sloga in tako naprej so zelo pomembni. In to je treba tudi obvladovati, ker v nasprotnem primeru seveda mi ne dosegamo s tistimi viri, ki jih imamo na voljo za zdravstvo dovolj. Tako da to je zagotovo en vidik. Jaz lahko dam en konkreten primer, če mi govorimo o pismenosti, ki bi iskali učinke, zagotovo je to dejavnik tudi zapletov, recimo bolezni pa tako naprej. Ne edini, eden od mnogih, zato pravim, da je včasih težko ovrednotiti, ta fragment toliko prispeva. Ampak če vi vzamete, mi smo delali eno študijo, ta pa mislim, da je bila iz leta 2018, stroškov zapletov srčno-žilnih pri sladkornih bolnikih in je to naneslo okrog 75 milijonov evrov na leto. Tako da ne moramo se seveda zdaj v celoti tem zapletom izogniti, lahko pa te stvari bolje obvladujemo in tukaj imajo pacienti seveda pomembno vlogo. Tako da je pa še en vidik, ga moram kot ekonomist izpostaviti. Eno je možnost prihranka pri stroških, druga stvar, na katero pa moramo računati, je pa v bistvu tudi ta, morda pritisk na neke storitve, ki pa niso nujno potrebne za to, da se zdravstveno stanje pacienta izboljša. Tako da tle je zelo težko tehtati, kje potem nekako tisti, ki sprejema to odločitev, je vedno v težki situaciji. Dejstvo pa je, in to je mnogim težko sprejeti, v zdravstvu imamo mi omejene vire, dobre 4 milijarde evrov v Sloveniji in s temi omejenimi viri seveda moramo čim bolj učinkovito in racionalno ravnati. Če smo na določenih področjih neracionalni, to samo pomeni, da seveda zmanjkujejo viri za druge paciente.
vsi imamo pa probleme velike in z tega vidika se mi zdi vsaka stvar pomembna, vsak ukrep, ki ga lahko sprejmemo in zdravstvena pismenost je zagotovo ena od teh stvari, ki jo je treba podpirati. Profesor Zver, kje pa vi vidite vsem slišanem največ težav v doseganju izboljšav? Prosim, profesor Zver, če lahko samo vklopite mikrofon, prosim. Hvala. Pravim, da je to tako heterogena populacija, da je nemogoče najdete na skupen imenovalec za vse to. Recimo prej je bila magnetna resonanca. Ja, v redu je, treba bi bil nek informativen film si tukaj da narediti, ampak mogoče bi pa zraven bil na mestu še neko vodenje nekega psihologa, ker ko se enkrat uležeš tja noter, jaz sem videl precej teh magnetov, pa sem se parkrat tudi ulegel noter, pa res ni fino tam ležati. Pa te to recimo lahko preseneti, hočem reči, je treba potem več aspektov reči. Pa recimo pri teh, informacije toliko imamo za nekoga, ki jih išče, da ni res, recimo. Včasih recimo naj povem moje bolezni, tele naše, velikost vranice ali pa število trombocitov. Vranica je vseeno, če se zmanjša, ko je enkrat velika, če se zmanjša v enem letu ali pa v pol leta. Neke razlike ni. Pa število trombocitov 50 pa 100, pa da se normalizira recimo v pol leta ali pa v enem letu, je tu čisto vseeno. Ampak spet bo pa nekje zapisano na nekem materialu, ki je ponavadi pod kontrolo tistega, ki ta zdravila proizvaja ali pa te zdravstvene usluge, da je to ključnega pomena. In boš imel recimo potem kot zdravnik zelo velike probleme prepričati, pa izpasti verodostojen, ko boš rekel, tu gospa, to nima nobene veze, imate vi trombocitov 70, še 3 mesece ali pa 4, preden boste imeli normalne ali jih imate čez mesec dni. Vi boste isto živeli, ne bo vplivalo na kvaliteto vašega življenja. In hočem reči, da tukaj je toliko stvari prepletenih, da jaz dejansko mislim, da je treba, da je tisto osnovno, kar je treba povsod se lotevati, zaupati zdravniku. Najti si nekoga, ki mu zaupaš in ga vprašati o vseh stvareh. Zdaj nekdo, če aktivno iščeš informacije, bodi do tega skeptičen, kako je z njimi, da jih preveri pri nekomu, ki mu zaupaš, ker prihaja vse mogoče. Recimo mene dostikrat sprašujejo, ja, to so mi rekli, da pomaga, to so mi rekli, da pomaga, ampak v večini primerov je odgovor samo en. To pomaga tistemu, ki vam to proda, pa njegovemu žepu, bolniku pa ne. In to je dejansko izjemno neurejeno območje in tule je za razne dvomljive metode pa nasvete bolnikom, ki so pa usmerjeni dostikrat v to, da nekdo s tem zasluži izjemno velik potencial. In tako, je pa tako, bi pa na tej točki še nekaj omenil, Jaz mislim, da je treba, da mora zdravnik bolniku povedati vse o njegovi bolezni, vse, kar ve on. Ker jaz pravim, bolnik je direktor samega sebe, pa svojega življenja, pa svojega zdravja. Mi smo pa tisti, ki mu moramo povedati, kaj lahko zanj storimo. Na koncu je odločitev njegova in naše, da jo spoštujemo. Če se nam zdi, da mogoče ni optimalna, ga na to opozorimo, opravimo z njim še dodaten pogovor. Ampak včasih se nekdo odloči tudi v svoje slabo proti vsem našim nasvetom. Poskušamo ga razumeti, ne nazadnje, jaz sem se naučil zadnje leta spoštovati tudi take odločitve. Razumem človeški individuum, ki lahko vleče tudi neke za večino nas čudne odločitve. Ampak mislim, da je dejansko prihodnost v res odkritem razmerju bolnik-zdravnik, brez skrivnosti in z bolnikom, ki ima vodilno vlogo pri svojem zdravljenju. In je to tisto, kar nam lahko pripelje to raven odločanja pa sodelovanja med medicinskim osebjem in bolniki
na neko novo platformo, ki jo pa še ne dosegamo ta hip. Kakšno vlogo pa ima tu časovna dimenzija, ker kljub vsemu vemo, da je Glejte, časovna dimenzija, jaz bi tako rekel, a ne. Predstavljamo si samega sebe, da zbolimo, a ne, ali pa nekoga, ki ga imamo radi. Kaj naredimo? Težimo, a ne, skrbi nas, hodimo od enega do drugega. Pa zdaj pa, če nekdo drug zboli, pa hodi okrog mene, zakaj jaz ne bi storil za nekoga drugega tisto, kar pričakujem, da bo storil nekdo drug zame. Dajmo postaviti sebe v center, a ne, v center, pa si recimo, a bi bilo meni to všeč, a ne, pa se obnašamo na ta način. Jaz si dostikrat kaj tako, saj ne rečem, imam dostikrat veliko dela in tako naprej, pa če mi pridejo kakšni taki dolgi razgovori, pa vem, da bojo dolgi pa neprijetni, pa si rečem, pismo, ne, spet moram iti. Ampak čez nekaj trenutkov si pa rečem, pa jebem ti, pa saj to je tvoj del. Kaj boš pa drugega počel? Pa greš, a ne. In to je tisto, kar moramo mi sami pri sebi razčistiti, a ne. In ko greš opravljati kakšen tak težaven razgovor z nekom, ko mu pojasnjuješ zdravljenje, pa odstranjevati nejasnosti, lahko traja tudi 1 uro. Ampak ta čas moramo imeti. In jaz vidim tudi tule v tem covidu, ke zdaj, jaz se recimo srečujem z bolniki tule zunaj na vetru pred enim kontejnerjem, pa mrazu, pa v teh, da ne hodijo na kliniko, da ne nosijo okužbe, se ne moremo v teh naših toplih prostorih izgovarjati. Ljudje so veseli stika. Pridejo v slabem vremenu, v dežju, dobesedno, v vetru. Oni rabijo naš kontakt, rabijo našo besedo in je dejansko to tisto, kar mora biti vodilna vloga pri vsem tem. Mogoče pa samo še rečem, prej je bilo na začetku, je rekla gospa o košarici, ki je na voljo za naše bolnike. Ta košarica je ogromna, oziroma bi jaz si upal reči, da kar dol pada, toliko je naložena z raznimi dobrotami. In treba je vedeti, da je v Sloveniji, da imamo za naše bolnike res široko dostopno zdravstvo, usluge in zdravila, ki jih redko kje imajo, ampak tega mi ne cenimo, ne, tega mi ne cenimo, ker nam vse nekje pade. A ne, prej je rekla doktor Beović o cepljenju, ne, zakaj je zdaj toliko upora. Po moje samo zato, ker je bilo včasih obvezno. In ker je bilo obvezno, smo se mogli cepiti. Zdaj pa enkrat pametnih ljudi pa si rečejo, zdaj pa ni več obvezno, pa kaj sem jaz cepil, zakaj sem se mogel cepiti 3 leta, zakaj bi se pa mogel zdaj cepiti? In bom pokazal tem, ki mi predpisujejo cepljenje, kaj si mislim o tem. Tako da gre po moje iz takih primitivnih, bi rekel, teh občutkov, je toliko enega upora avtoriteti, bi jaz rekel, avtoriteti v narekovaju, ali pa upora nekomu, ki ve, kaj dela. In taki smo Slovenci, a ne. Da iščemo težave tam, kjer jih ni, pa iščemo slabo tam, kjer ni, ne, namesto da bi rekli pismu, glej, saj ti ljudje pa vejo, kaj delajo, dajmo jim verjeti, a ne. Recimo jaz povem tudi na sebi primer, a ne. Jaz sem internist pa hematolog. Imam pa Parkinsonovo bolezen, a ne, to je pa nevrološka zadevščina. Pa si nisem prebral o njej nič. Zakaj? Ker ne vem, kam pašem. Imam pa 2 kolega, ki jo pa vedno vprašam, če kaj ne vem. Pa mi povesta, dobro, imam recimo ta privilegij, da jih dobim lažje kot kdo drug. Ampak vseeno, zavedam se, a ne, da sam nisem kos heterogenosti, ki to bolezen označuje zadnja leta. A ne, in treba je biti tudi neka samokritičnost, včasih pa mogoče kdaj misliti, da nisi najpametnejši na svetu, pa in majčkeno ene take ponižnosti pred kakšnimi stvarmi pa tako, ne. Hvala. Ja, hvala vam. Mogoče še vprašanje za doktorico Atanasovo. Sociologi na splošno razlagajo, ne samo pri nas, a ne, da smo v nekem globalnem krču krize zaupanja. Govorimo o nekem globalnem krču, ampak zanima me, ali menite, da ima recimo to dejstvo tudi da je kulturno pogojeno, torej da se tudi v posameznih družbah izraža na različne načine, kar morda se da tudi v današnji situaciji s covidom videti. Ja, hvala za povabilo, vprašanje in besedo.
Ja, če se osredotočim pač na trenutno situacijo z epidemijo oziroma pandemijo koronavirusa, mislim, da je zelo jasno bilo tudi že večkrat v medijih izpostavljeno, da se soočamo z veliko krizo zaupanja, ki se kaže na večjih ravneh. In ko govorimo recimo na ravni, če se osredotočim na pač že izpostavljeno temo cepljenja, ne, je ena izmed teh okrnjenih zaupanj v znanost. V nedavni raziskavi, ki sem jo izvajala skupaj s Centrom za socialno psihologijo, ki smo jo izvajali v bistvu na populacijo mladih in njihovem sprejemanju cepljenja proti covidu v Sloveniji, smo ugotovili, da je ta stopnja zaupanja v znanost različna glede na različne podskupine mladih, a ne. To pomeni, a ne, da zelo težko, tako kot govorimo o zdravstveni pismenosti, a ne, tudi na ravni zaupanja, pa zaupanje je kompleksen pojem, ki zavzema recimo na področju zdravstva tako zaupanje v znanost, zaupanje v zdravnike, zaupanje v zdravstveni sistem, zaupanje v druge inštitucije na področju zdravja, zaupanje tudi v recimo informacije, ki jih najdemo na v različnih virih na spletu, a ne. Težko enoznačno ocenimo, a ne, kako naslavljati to pomanjkanje zaupanja. Ena izmed, po moje, pomembnih vidikov, a ne, se danes že večkrat izpostavlja, je pač povečanje znanja in tukaj pomembno vlogo igra pač zdravstvena pismenost, ko govorimo o spletnih z zdravjem povezanimi informacijami, pa seveda tudi zdravstvena pismenost ali digitalna zdravstvena pismenost, a ne, ki pač ima v primerjavi z zdravstveno pismenostjo še ta dodatek, a ne, da, če temu lahko rečem dodatek, da pač naslavlja tudi problematiko te infodemije, a ne, se pravi kvalitete informacij na spletu, ki, kot smo že večkrat, mislim, da v tej okrogli mizi poudarili, se te informacije v veliki količini, zelo v veliki količini prisotne in nimajo pač neke enake ravni, neke enake ravni kredibilnosti, a ne. Zdaj, vprašala ste me, če so kulturno pogojene, če je kulturno pogojeno zaupanje. Seveda so pač različni dejavniki, ki vplivajo na to, in ena izmed tega je seveda tudi kultura, v kateri živimo, a ne. Če recimo samo primerjamo zelo tako, lahko tudi čisto laično, zahodni svet pa vzhodni svet, a ne, tudi ko govorimo o držanju ukrepov na področju pač koronavirusa, a ne, je pri tako imenovanih demokratičnih družbah ali pa zahodnih družbah in tudi z seveda nekimi drugimi tendencami, ki so zelo kompleksne in zdaj jih ne bom naštevala, se pojavlja pač velika, večja mera neke dvomljivosti, lahko skeptičnosti do pač informacij, do inštitucij, do soljudi, medtem ko v vzhodnih kulturah, a ne, če že tako zelo na kratko ponazorim, a ne, so te tendence drugačne, ker je drugačna oblika pač odnosa do avtoritete, do odnosa do moči, odnosa do znanosti, do načinov interakcij, in na kakšni ravni do njih pač dostopamo, ne. Tako da vsekakor so te razlike, a ne. Naj pa še eno reč izpostavim, a ne, ko ravno govorimo o zdravjem povezanimi informacijami in spletu, a ne. Splet je danes postal ključna, kritična infrastruktura, a ne. Danes v spletu
težko govorimo, da samo je, ampak je pač eden izmed kritičnih infrastruktur, ki jih bomo uporabljali oziroma jih uporabljamo za digitalizacijo tudi zdravstva. In je ključni tudi del pač našega vsakdanjega življenja, tako imenovan naš samoumeven podaljšek našega vsakdanjega življenja. To ne pomeni, da nadomešča neke naše osebne stike, tudi ko govorimo o stiku z zdravnikom. Mislim, in tudi dejstvo je, da odnos pacient-zdravnik, poseben odnos pacient-zdravnik bo ostal na primarni ravni. Tudi raziskave kažejo, če se spomnim nazaj na našo raziskavo o pacientih z rakom, da v bistvu na prvem mestu so zdravniki in zdravniki specialisti. Nadaljnje vprašanje pa je, kako se bo izkoristil splet kot pač kritična infrastruktura in ki je v bistvu neizogiben del našega vsakdanjega življenja in na kakšen način bo pač vpleten v zdravstveni sistem, v zdravstvene storitve, v odnos pacient in zdravnik. In tudi na koncu koncev pač pri recimo naslavljanju tudi zdravstvenih težav posameznikov. Hvala lepa. Zdaj pa morda še vprašanje za gospo Modic, in sicer, če primerjamo, verjetno društva seveda tudi sodelujete mednarodno, in če primerjamo recimo naše modele ali pa kakšno vlogo igrajo tako društva in podobno pri nas in v tujini, ali ste zaznali kakšne razlike, ali gre za podobno, kdaj se recimo pri nas bolniki obrnejo na vas, v kateri fazi, na kakšen način, ali so že oboroženi, da rečem, s kakšnimi pravimi informacijami, pa tudi s tistimi malo manj pravimi, in kako se vi potem soočate s tem? Tako, zdaj najprej, če odgovorim na prvo vprašanje, kako se mi, bi rekla, kako se primerjamo z mednarodno, lahko rečem, da so naše organizacije bolnikov, sploh lahko govorim za nas na področju raka, ki se ukvarjamo z bolniki na področju raka, da imamo zelo inovativne programe, inovativne pristope, tako da v bistvu nas vabijo, da tudi mi naše dobre prakse predstavljamo tudi društvom iz držav Zahodne Evrope. Tako da jaz mislim, da smo kar na tem področju zelo uspešni, zelo prodorni in nekako najdemo pot do bolnikov. Na tisto drugo vprašanje, kdaj pa bolniki iščejo našo pomoč, kdaj se obračajo na nas. Zdaj, največ se jih oglas v času diagnostike ali pa ob začetku zdravljenja. Takrat je pač največ te stiske, negotovosti, šoka. Vsi vemo, tudi strokovnjaki z področja psihologije to poudarjajo, da pač takrat, ko je človek v fazi diagnostike, ko se sooča s svojo diagnozo, verjetno tudi slabo ali pa presliši veliko informacij, tudi če mu jih zdravnik pove, jih on ne sliši, misli, da jih nima. In potem pač zato tudi pridejo nekako do nas, ali bolniki ali pa tudi njihovi svojci. Največ je vprašanj, kaj sledi, kakšno bolezen ima, kar velikokrat tudi opazimo, da velikokrat bolniki tudi ne vedo, kater tip limfoma ali pa levkemije imajo, tako so v tistem nekem čustvenem stresu, da niti ne vejo, kaj se dogaja. Potem precej se jih obrne tudi potem v času samega postopka zdravljenja, takrat imajo tudi kar precej enih vprašanj, tako takrat že iščejo soborce ali pa bolnike, ki so takšno pot že dajali skozi, da bi se z njimi posvetovali, da bi dobili čim več informacij. Nekaj se nam oglasi tudi ob zaključku zdravljenja, takrat imajo največ težav, kako se bojo vrnili nazaj v življenje, nazaj v službo, rabijo kakšne nasvete, izkušnje. Potem pa veliko, tista največja skupina pa je bolnikov, ki živijo s kronično boleznijo, te pa so v bistvu naši stalni
uporabniki naših programov, tako da z njimi pa ostajamo dolga leta na vezi, tako da oni pa skozi rabijo podporo, pomoč, da pač lažje nosijo to breme bolezni, zdravljenja ali pa samo življenja z boleznijo, ne. Tako da zelo različni, v različnih fazah pristopajo do nas. Zdaj, ena zelo pomembna skupina so pa tudi svojci, ki jih ne smemo zanemariti, ne, v teh naših diskusijah. Zelo veliko svojcev se tudi obrača, ne. Sploh tisti, ki so v neki akutni fazi bolezni, v akutnem zdravljenju, sami ne morejo iskati informacij, ker so pač švoh in recimo v bolnišnici, a ne, takrat se tudi svojci veliko obračajo na nas. Največkrat je pa to dejansko zaradi nekih pomanjkanja informacij o samem postopku zdravljenja, kaj prinaša zdravljenje, kam se obrniti, a ne. Ampak tako kot pravim, naši zdravniki, sploh lahko govorim za naše področje, tako kot je že profesor Zver rekel, se res zelo trudijo s tem informiranjem. In tudi mi kot združenje se zelo trudimo, da pripravljamo in ponujamo kakovostne informacije in da jih tudi ažuriramo na spletu, a ne, na naših spletnih straneh, ker zelo pomembno je, da tisti, ki išče informacije, da dobi te dobre, relevantne in tisti trenutek aktualne. Tukaj bi res poudarila, ne, tako kot je profesor rekel, skupnimi močmi smo pripravili že ogromno in tiskanega gradiva, teh publikacij, in pa seveda tudi internetnega gradiva, ne, nam pomagajo zdravniki. Vedno gledamo, da so te informacije strokovne, da jih pregleda strokovnjak. Zato, ker tako kot ne vem, kdo je že omenil, ali ste mogoče vi, a ne, da se znajde bolnik v neki džungli internetnih informacij, a ne. Zakaj je pomemben? Pomemben je, da dobi kakovostne, pa tisti trenutek aktualne. Informacij na spletu je pa ogromno, tudi zastarelih in tako da to se mi zdi pomembno. Morda še izkušnje z gospo Glas, nekaj besed o tem v okviru društva. Torej, kakšne so vaše izkušnje? Aha, očitno. Kot kaže, nama je nekako gospa Glas. Ja, se oproščam. Vse v redu, samo da se slišiva. Torej, kakšne so pa vaše izkušnje? V kateri fazi se bolniki obračajo na vas? Kakšnimi vprašanji? Kako je potem, ko je zdravljenje končano? Kako je pri kroničnih bolnikih? Situacija je zelo podobna, kot je opisala tudi že Kristina. Morda pri nas še malo bolj specifična, kajti naši bolniki so starejši bolniki, zbolevajo tam v starosti, bom rekla, nekako vsaj po statističnih podatkih od 70 let pa naprej, čeprav zbolevajo tudi mlajši. Predvsem pri starejših bolnikih je zadeva taka, da ne obvladujejo niti spleta, niti, bom rekla, teh novosodobnih medijev, njim je pomembno, kaj jim pove njihov zdravnik. In zlasti v sedanjem času je zadeva taka, glede na slabšo dostopnost do primarnega zdravstva, so malo zbegani. Ne morejo povedati, zlasti tisti, ki niti niso še v fazi diagnostike, pa čutijo težave, namreč mi pokrivamo vse rake prebavil. Najtežji je seveda zdaj rak trebušne slinavke in zelo težko po telefonu povejo zdravniku pravzaprav, kaj jim je. Če ne dobijo ustreznih informacij, lahko rečem, da se dnevno obračajo na nas. Kaj mislite, kaj moramo storiti? Mi jih opogumimo in jih res napotimo, da morajo biti vztrajni, da morajo do konca razčistiti s svojim zdravnikom, in če so, bom rekla, slabosti oziroma težave pri samem zdravju, potem jih morajo prositi, da jih napotijo naprej na diagnostične postopke.
Imamo pa tudi take bolnike, seveda, oziroma zlasti tiste familije, ki so zelo povezane, ki imajo, recimo, če zboli babica, dedek ali pa starejši, ki imajo okrog socialno okolje, skratka, svoje sorodstvo, ti so pa že bolj educirani, predno pridejo recimo po diagnostiki na Onkološki inštitut, so že seznanjeni malo s samim potekom bolezni, ker to tudi lepo povejo, ja, to je pogledal sin, hčerka, vnuk, ne, in se tudi nekako lažje v bistvu potem pogovarjajo tudi z zdravnikom. Je pa bistveno, in to vsi pravijo, mi zaupamo zdravniku. Problem je pa seveda v tem, ker zdravnik, zlasti prvič, ko prideš, ko ti vse razloži postopek zdravljenja, recimo onkološke bolezni, pozabijo vse vprašati in tudi ne zapomnejo si. Po, bom rekla, stroki je dokazano, da praktično na prvem pregledu si bolniki zelo malo zapomnejo. Vsi ti bolniki se vrnejo k nam in mi zelo sukcesivno, počasi razložimo, kaj je recimo kemoterapija, kaj je adjuvantna kemoterapija, koliko časa bo to trajalo, potem bruhal sem, kaj storiti v takem, bom rekla, situaciji, a pokličem svojega zdravnika ali kaj naj vzamem. Tako da zdaj v tem času covida imamo dejansko dnevno zelo veliko informacij po telefonu, tako da bodisi svojci, bodisi tudi bolniki preverijo, ali delajo prav, ali so razumeli svojega zdravnika, ali ga niso. Ravno včeraj sem se pogovarjala, ker ti pogovori so v bistvu kar dolgi, ko me je bolnica vprašala, ja, a veste, prišlo je do recidiva. Zelo razmišljam, ali bi šla sploh v ponovno zdravljenje. In potem jih moraš opogumiti, seveda, gospa, vse, kar vam je naročila vaša zdravnica, glede na to, da ste prišla na kemoterapijo takrat in takrat, pojdite. Seveda, ne moreš pa ti nikogar, bom rekla, prisiliti, ne, to je stvar odločanja, ampak lahko rečem, da zelo, zelo verjamejo svojim lečečim zdravnikom, onkologom. Se pravi, zdaj, kot ste rekli, v tem času, zdaj je seveda ta dostop zelo, zelo otežen in na nek način torej vi opravljate eno veliko nalogo, skoraj precej enakovredno zdravniški, če prav razumem. Ja, skoraj ne bom rekla, da je to zdravniška, ampak po tolikih letih, bom rekla, izkušenj, zdaj društvo obstaja že 14 let, glede na specifiko smo že educirani. Jaz si sama velikokrat povem, če bi ob zdravljenju svojega soproga pred 12 leti vedela to, kot vem danes, bi verjetno zadeva drugače potekala. Ampak, glejte, učimo se, skrbimo, da sledimo vsem tem novostim in zakonitostim, predvsem pa, da smo empatični do naših pacientov, ker v bistvu tega veliko potrebujejo, ker pa ni mislim, se dobijo pri svojih zdravnikih. In najbolj so tisti pacienti, ki se najdejo s svojim zdravnikom, potem je ta pot zdravljenja bistveno lažja. Tisti, ki pa moledujejo, a je to ali to ni to, je pa včasih malo težje, ampak mi se potrudimo, da vsak dobi odgovor na vprašanje, seveda, če pa ne, pa jih napotimo drugam, ne. Hvala. In torej zdaj morda, če zaokrožimo vse, o čemer smo danes govorili. Profesorica Bonča, kaj bi bil zdaj z vašega vidika seveda tisti prvi korak, ki bi ga bilo treba narediti? Je treba razumeti, mi, ko se o zdravstvu pogovarjamo,
Se že zdaj vidi, da imamo eno nerazumevanje. Po eni strani spremljamo tekoče izdatke za zdravstvene storitve, potem so pa seveda zraven še kapitalski izdatki oziroma izdatki za investicije. Zdaj smo recimo sprejeli nov zakon o investicijah v zdravstvu, ne, in investirali bomo v zidove in tako naprej. Jaz mislim, da smo se absolutno premalo ukvarjali s tem, kako bomo to uskladili pa s tekočimi izdatki, a ne. In en del tega, ne, tega našega investiranja v zdravstvo mora biti tudi investiranje v delovanje zdravstvenega sistema, a ne. Korona kriza je to lepo pokazala, ker je bil v glavnem to organizacijski problem, a ne. In investirati je treba tudi v tako podporo, a ne. Veliko je bilo govora o tem, da je seveda zdravnik tisti, ki je najbolj pomemben, a ne. Ampak pacienti pa imamo ta problem, da seveda je težko v pravem času, takrat, ko smo mi v stiski, do takih najboljših informacij priti, ne. In je treba na druge načine tudi podpreti zdravnike, ne. Zdravniki v svojem poklicu rabijo čas za delo s pacientom, če ga nimajo, a ne, potem seveda tega svojega poslanstva v dosti veliki ne morejo v celoti uresničevati, zato jih je treba tudi podpreti, a ne. Zato sem prej rekla, da se ne smemo ukvarjati samo s tem, kaj je treba za paciente, ampak se je treba ukvarjati tudi s tem, kako bomo zdravstvenim delavcem omogočili, da bodo seveda to svoje poslanstvo lažje in boljše opravljali. Je pa treba v to, ne, da se take informacije zgradijo in na pravi način posredujejo pacientom, tudi narediti, a ne. In v zdravstvu se pač spreminjajo razmere, imamo nove poklice v zdravstvu, ne, in te ljudi, ki bodo gradili take informacije pa komunikacijo s pacientom, je tudi treba v bistvu v zdravstvenem sistemu vključiti, a ne. Tako da meni se zdi to ključno, a ne, da ko govorimo o tem, kaj je treba spremeniti, a ne, zdaj smo se že malo navadili, da govorimo o tem, da je treba investirati tudi v digitalne tehnologije. To ni dovolj, a ne, treba je, saj to je tudi malo povezano z omogočanjem boljše pismenosti, no, ampak treba je razumeti, da so to ravno tako pomembne investicije, kot so pomembne investicije v nova zdravila pa nove zdravstvene storitve. Profesorica Beovićeva, kako torej naprej, kaj je tisti prvi korak po vašem mnenju? Kot sem že prej omenila, je teh prvih korakov več. Na več straneh se je treba pač ukvarjati z povečevanjem zdravstvene pismenosti prebivalcev Slovenije. Če smo pa čisto konkretni in se vrnemo na temo, ki jo obravnavamo, torej na vsak način ljudje iščejo informacije na spletu in mislim, da je prav, da jim ponudimo kvalitetne, zaupanja vredne informacije, ki bodo podprle, pač opolnomočile ljudi, recimo tudi v razgovoru z bolnikom, da bodo lažje poslušali, lažje sprejemali. Zelo veliko vlogo seveda tukaj že igrajo in tudi lahko igrajo organizacije bolnikov. Skratka, lotiti se je treba pač vsak v svoji stroki nekih pripravljanja informacij s pomočjo vseh deležnikov, kot se moderno reče, ki so danes prisotni, pa še številni drugi. In morda še profesor Zver, kako vam lahko zdravnikom s nalogo, s težko nalogo in tudi žlahtno nalogo, če rečem, plemenito nalogo, ki jo imate v svojem poklicu, pomaga organizacija dela, sam sistem, sistemske rešitve? Če lahko samo mikrofon, prosim, vključite. Sorry, res sem štor. Ta COVID je pokazal, da smo mi narejeni, da imamo mi kadre za bonaco, takrat, kadar je v zdravstvu vse štima. Čim pride en vetrc, se nas začnejo stvari sesuvati. In recimo, ker jaz delam v kliničnem centru, imamo poleg bolnikov, imamo tudi pedagoško delo, imamo znanstveno-raziskovalno delo. Slednje dvoje nam praktično stoji na račun, kar komaj zmoremo delati z bolniki. In to je tisto, kar ne bomo nikoli nikdar opustili, pa če tudi bo samo eden izmed nas še zdrav po oddelku korakov. In morate vedeti, da je ta COVID globoko zarezal nas tudi na tem področju stikov z bolniki, a ne, časa imamo manj in zaradi teh cepilskih, necepilskih dilem, jaz lahko recimo osebno rečem, se sigurno vsaj uro, dve na dan pogovarjam z ljudmi, ki imajo tukaj probleme, urejam stvari, tudi naše sestre, osebje. In imamo časa za bolnike tudi, ki ga že itak imamo zaradi kadrov, ki so bolani, ki so na bolniških manj, imamo tudi zaradi teh nesoglasij znotraj tega časa manj.
Tako da mislim, da v prihodnje bo to treba uračunati v številke, dvigniti število zdravnikov, sester, če hočemo, da bomo delali stvari tako, kot je treba, da se bomo pogovarjali z bolniki tako, kot si zaslužijo, prav vsak izmed njih si zasluži informacijo korektno o svojem zdravju, potem nas bo moglo biti tudi več, a ne. In če kaj nam je dobrega v narekovaju, nam je ta covid pokazal to, da kako malo nas pravzaprav je, ne. In kako hitro se stvari pridejo v neko urgenco oziroma v neko stanje, kjer začnejo vse pokati. Hvala lepa. Seveda še enkrat hvala lepa vsem, ki ste sodelovali in tudi tistim, ki ste našo okroglo mizo spremljali. Prepričana pa sem, da to ni naše zadnje srečanje. Hvala lepa in, ko reče, ostanite zdravi.